Prav prisrčno pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod lipami, ki jih prijem kot tudi Centrum rezervatoš v sodelovanju s Kroško za družbeno vprašanje Anton Gregorčič. V nocojšnji sredi imamo evropsko poslanko, Kroško Slovenko, tele prisrčno gospod dr. Angeliko Mlinar, ki v naši sredi prisrčno pozdravljamo. Hvala, da ste nocoj med nami, da ste se vzeli čas. Večer bo vodil Dejan Valentinčič, dr. Dejan Valentinčič, lepo pozdravljam tudi njega. In seveda mu predam besedo, prosim. Hvala lepa, Franka. Prav lep pozdrav vsem prisotnim. V veliko čast nam je, da imamo danes tako zelo pomembno gostjo med nami, doktorico Angeliko Mlinar, brez doma lahko rečemo, evo najbolj prominentnih koroških političark, poslanko v Evropskem parlamentu v Bruslju, pa tudi sicer, ne po trenutni funkciji, tudi po siceršnje ozadju, lahko rečemo, res z osebo, ki pusti vtis. Tako da, seveda, mogoče jo pozdravimo, oziroma aplavz za začetek. Za začetek se seveda spodobi, da o njej nekaj povem. Če ne bi vsi sedeli, bi vam rekel, da vsete se, ker njen CV je res zelo vzame dih človeku. Torej, doktorica Angelika Mlinar, koroška Slovenka, samo zase pravi zavedna Slovenka, ravno pri srečanju prej je citirala profesora Borisa Pahorja in rekla, čutim kot on, lahko imate za nacionalistko, če hočete. Torej, zanimivo je, da ko sem v pripravi na točni večer prebiral stare pogovore, nekje je dejala, da njena prva politična aktivacija je bila stara 6 let, ko se je z lokalnim župnikom skregala, zakaj ne smem ministrirati. In to nadalje komentirala, je rekla, vse, kar koroški Slovenci počnemo, je politika. Kasneje na politično areno vstopila že kot dijakinja, ko je postala predsednica katoliške mladine, kasneje predsednica mlade enotne liste, torej podmladka zbirne stranke koroških Slovencev, doštudirala pravo v Salzburgu, magistrirala v Washingtonu, doktorirala iz mednarodnega prava v Salzburgu, kot asistentka poučevala mednarodno pravo, bila 13 let je preživela v Ljubljani, najprej v zasebnem sektorju, strokovnjakinja za evropske projekte, kasneje v predstavništvu Evropske komisije v procesu širitve. No in sedaj se pa zanimivo še začne. Leta 2005, po vstopu Slovenije v EU, odšla na romanje v Santiago de Compostelo, ugotovila, da je čas za življenjsko spremembo, ter pustila službo in odprla svoje podjetje, Angelski keksi, in začela peči piškote. Tukaj se zgodba še ne konča, torej bila nekaj let podjetnica, zatem se vrnila na Koroško, najprej na sodišče v Pliberg, nato postala glavna tajnica. Se me pomnil. Tako je. Že jaz pozabila. Spadam med ene iz mnogih občudovalcev Angelike Mlinar. Torej, kasneje je postala glavna tajnica Narodnega sveta koroških Slovencev, še prej vodila volilno kampanjo Rudiju Volku za izvolitev v Zvezni parlament, ki ni uspela, je pa na to uspela ena druga izvolitev, njena lastna. Torej, po ne najlažjih časih v okviru Narodnega sveta, ampak ne zaradi Narodnega sveta, zaradi Ljubljane, se odšla na Dunaj, prevzela liberalni forum, ga pripeljala v deželni parlament, liberalni forum, Dunajski, to je državni. Torej, zvezde, torej zatem v okviru koalicije NEOS postala državno-zborska poslanka, nato evropska poslanka. To je to in dovolite, da dodam že na tako zelo osebno noto, torej v zelo podobni situaciji sva z Angeliko bila že pred nekaj leti na Brnu pri Kranju, tam na fakulteti za državne evropske študije in želo živo se še vedno spomnim, torej po koncu večera, ko se je Angelika poslovila, je za mano pritekel dekan fakultete, počakaj, pa si videl ti to?
primerjali slovenski politiki. Se je nemogoče, da bi Slovenija delovala kot država. Še dobro nam gre, kakšne kompetence ima ona v primerjavi slovenske politike. Torej, njen sebi o tem jasno priča. Tako da, Angelika, lepo dobrodošla med nami. Lahko povem, da smo se kar precej časa dogovarjali za ta večer. Angelika je kot evropska poslanka zelo zaposlena. Danes se je pripeljala iz Benetk, iz enega seminarja. Jutri že ima termin v Innsbrucku. Torej, zato še posebej spoštujemo, da Angelika se danes vzela čas se tukaj ustavlja med nami, da nam malo predstaviš svoje politično delo in svoje vizije. Prvo vprašanje bi že težko bilo drugačno kot najbolj aktualno, torej Koroška deželna ustava, položaj Slovencev na Koroškem, torej zakaj je do tega političnega spora najnovejšega sploh prišlo in širše, kako ocenjuješ položaj Slovenske narodne skupnosti na Koroškem danes, torej leta 2017. Prav lepa hvala za ta zelo, kako bi rekla, dramatično pot. Zelo me veseli, da sem lahko med vami in bila sem že sprejeta ravno prej, predvsem od skupnosti na zelo lep način, tako da sem čisto ganjena. Z Damjanom sva tudi že popila 2 kozarca vina, tako da smo v pravem razpoloženju. Prav lepa hvala vam vsem, ki ste si vzeli čas in se bom potrudila, da bo čim bolj zabavno, ker politiki načeloma smo lahko zelo dolgoročni v svojih teorijah in v tem, ko enkrat začnemo govoriti, tako da to z mikrofoni in z politiki je vedno tako malo, kako bi rekla, riskantna zadeva. Na vprašanje, da odgovorim in po možnosti kratko, da lahko tudi vi vprašate tiste stvari, ki vas morda bolj zanimajo kot moji odgovori, ki jih pač sama skreiram. Situacija na Koroškem je na eni strani se seveda zboljšala od časa, ko je pač prišlo do tega kompromisa in imamo pač zdaj naše vsaj eno gotovo število dvojezičnih napisov, veliko več iz tega kompromisa ni bilo iztrženega, ampak vsaj se je situacija več ali manj pomirila, tako da je manjšina in pa so koroški Slovenci in Slovenke imajo vsaj občutek, da niso več tako prazno pod vsakdanjim pritiskom, kot je to pač bilo predvsem pod vlado svobodnjakov. Mislim, to se lahko dejansko tako, to lahko rečem. Kar se pa tiče razvoja manjšine in pa tudi vizije, kam to se skupaj najvede, to je pa druga plat. In kar se je pa zgodilo v zadnjih tednih in mesecih, je pač enostavno en izraz tega, kar pač doživljamo na Koroškem vedno znova, da se pač zelo lahko dela politiko na račun manjšine. To je tako. In to se tudi nam dogaja kot liberalno stranko, da pač pride kdo do tebe pa ti reče, joj, veste kaj, dajte se preveč angažirati za narodno skupnost, ker to vam prinese pač maksimalno, da lahko, ne vem, 2000 glasov, ampak vse ostale lahko zmotivira s tem, da si pač proti manjšini. To je pač stanje, v katerem se pač nahaja Koroška, to je mentalna osnova in tudi mentalna osnova bulevarja, tako bi rekla. Tako da dejansko to, kar je pač Krščansko-demokratska stranka ÖVP naredila v tem sklopu, nihče tega ni tako pričakoval in tudi ni jasno, kam pravzaprav ta gospod Benga hoče, ampak svoje je dosegel s tem, da pač zdaj imamo eno drugo varianto te nove verzije ustave in koroški Slovenci so pač spet v defenzivi, ker je pač tako v politiki, če ne zahtevaš, oziroma če si proaktiven v tem, da nimaš svoje vizije, pač nekdo drug definira to, v katero smer se bo stvar razvila in če manjšina pač nima političnega jasnega koncepta, pač nekdo drug svojim konceptom uspe. In to je pač situacija, v kateri se nahajamo. Jaz ne vidim trenutno nobene boge kake jasne strategije. To, kar doživljam, je pač, da se vsaj toliko manjšina še zmotivira, da se bori proti
temi zadevami, ampak to je pa tudi vse. Zagotovo je po zamenjavi deželne vlade na Koroškem prišlo do spremembe vzdušja, ni več nek vsakdanji pritisk biti Slovenec, opredeljevati, ker seveda prinaša mnoge pozitivne vidike, torej marsikdo se lažje zadiha v svoji koži, po drugi strani pa seveda lahko spomnimo na nekako predstavnike južnotirolske stranke, ki so vedno nekako poudarjali, da malo pritiska pa mora biti, da ne pozabimo, kdo smo. No, ste politična somišljenica od odvetnika Rudija Vovka, on je v pismu izpred kakega leta dni, gotovo se ga spomnite, torej zelo kritiziral, da je nekako manjšina v nekem mrtvem položaju, depolitizirana, folklorizirana. Torej, po eni strani seveda ta problematična usoda, pa moram reči, da seveda, ko govorimo o takih stvareh, meni zelo lahko se govori, ravno včeraj sem preberal ene stare številke Nedelje in je poslal torej, slovenski akademik, ugledni slavist Matjaž Kmecelj, zahvalo Nedelji za izdajo zbornika od 90 obrazov, 20-letnici in se avtor zahvalil za prikaz ostankov Slovenska na Koroškem. Zelo grobe besede, da se mi zdele, ampak po drugi strani pa seveda vi imate bolj legitimno, da tem govorite kot sami Korošci, kot da to odzunaj podsedujemo. Vi večkrat poudarjate, torej v zadnjih 100 letih je število koroških Slovencev vse 10-krat zmanjšalo in prav vaše besede so, nismo imeli španske gripe vmes. Torej, vaša ocena depolitizacije in folklorizacije, ki jo nudi Rudi Vovk, kje se torej v trenutni kondiciji znajdejo danes koroški Slovenci? Jaz bi rekla, pozitivna stran tega je, da ti koroški Slovenci, ki zdaj živijo na Koroškem in ki govorijo slovensko, bodo govorili slovensko ne glede na to, kakšna bo politika tako dežele kot tudi države. Mislim, ta skupina ljudi ne potrebuje nobenih šol, nobenega uradnega jezika, karkoli, ker ti ljudje bodo vedno govorili slovensko in bodo učili svoje otroke slovensko, se bodo pogovarjali z njimi slovensko, tako da to je pač tista, kako bi rekla, tista zadnji center slovenstva na Koroškem. Če pa hočeš razviti celotno zadevo, potrebuješ pa seveda druge pristope in tega trenutno ne vidim, ker tudi ne vidim zaenkrat nobenih akterjev znotraj manjšine, ki bi se za to res zavzeli oziroma ki bi imeli tudi neke vrste vizijo, kapaciteto in tako naprej. Ampak to se pa lahko, kako bi rekla, tudi dnevno lahko spremeni, lahko se pojavi danes ali pa jutri nekdo, ali pa se ena majhna skupina, ne potrebuješ 100 ljudi, če imaš 5-6 ljudi, je to že več kot dovolj. In itak v takšnem političnem okolju, kot je to Koroška, kjer obstaja neke vrste vakuum na vseh ravneh, bi bilo to relativno enostavno tudi narediti. Zaenkrat tega nimamo, ampak veste, jaz sem dejansko mnenja, da kot političarka itak nimam pravice do pesimizma, ampak je optimizem moja moralna dejansko obligacija. Jaz sem primorana k temu, da sem optimistka in bom to tudi vedno tako živela, zaradi tega tudi mislim, da imamo vsako možnost se razviti, ampak zato je potrebno pač lastno vizijo in lastno idejo. Mogoče za en šaljivi intermezzo, Jože Vakovnik, tudi velik navdušenec nad vašim delom, je v enem pred kratkim intervjujem za Siol dejal, da najbolj se mu na svetu smijo pesimisti. Če se ne zgodi po njihovo, niso srečni, če se zgodi po njihovo, se prav kakor v grob zvrnejo. Ma prav, ne? Torej, v nocojšnjem večeru nekoliko več pozornosti seveda namenimo manjšinski tematiki, ker vendarle kot predstavnica koroških Slovencev gostujete pri Slovencih v Italiji, zato bi rad še posebej nagovoril določena vprašanja, ki se zdi, da so skupna. Torej, tako tukaj kot na Koroškem je vedno nekako ta dilema o političnem zastopstvu manjšine. Torej, seveda, manjšina ne zastopa z enim obrazom. Vi ste velika zagovornica torej enotnega demokratičnega legitimiranja zastopstva, nekako pa bi lahko rekli, da v obeh deželjah ni velika interesa po tem. Se vam zdi, da je mogoče to velik problem za obe narodne skupnosti, torej, seveda, da je načrtno tudi strani večinske politike se
poudarja to razdrobljenost in da nekako manjšina sama ne zmore te energije, da bi prišla do neke enotnega zastopstva ter enotnega glasu, vsaj na vzven, seveda, notranja pluralnost je nekaj normalnega. Jaz dejansko mislim, da bi bil to pravilni korak v pravilno smer in da bi nam to razbremenilo na en način in dejansko nam dalo en nov vzpon in eno novo energijo. Je pa seveda tako, da vsak človek, vsaka skupina potrebuje zaveznike. In te zaveznike je treba nekako seveda tudi kultivirati in to je investicija, ki je, kako bi rekla, ki ni samo kratkoročna. Zakaj to rečem? Zakaj so Južni Tirolci uspešni v tem, kako pač živijo tudi svojo politiko in svojo kvazi avtonomijo? Ker so imeli zaveznike, ki so bili ustrezno zanesljivi, tako Avstrija kot seveda tudi Nemčija. In če gledaš to malo bolj, mislim, v širšem, na širši ravni ali na višji ravni, potrebujemo seveda zaveznika, ki je zanesljiv in močni, to bi bila seveda Republika Slovenija. Brez Republike Slovenije to seveda ne bo šlo. Ampak z Republiko Slovenijo, z samostojno oziroma samozavestno republiko nekje v ozadju, bi bilo to možno. In nihče me ne bo prepričal o tem, da to ne gre, seveda gre. In zakaj bi se pa morala ravno manjšina zorganizirati nekako v okviru ene strukture 19. stoletja na ravni enih čudnih društev? Mislim, jaz vedno rečem tudi Avstrijcem, zakaj pa potem imamo parlamente? Mislim, pa kar večinski narod tudi če tako organiziramo, kot smo mi zorganizirani, kot neke vrste čebelarsko družbo in nič proti čebelarjem, ampak to pač ni politično zastopstvo, ker to je pač enostavno druga vloga, ki jo imamo kot zastopniki ali zastopnice ene narodne skupnosti. Tako da moj pledoje še vedno in tudi ne bom nehala s tem, tudi vis-a-vis Slovenije, ki me tudi dostikrat vabijo na razne pogovore, kakorkoli že, ampak vejo, da jih tudi kritiziram, kar se tega tiče. Ker če nimaš kot država jasno strategijo, kar se tiče tvojega prebivalstva v drugih predelih, ki pač niso ravno v okviru tvoje države, ampak v sosednjih državah, potem je to slabo. Tako za lastno državo, kot seveda tudi za manjšine, ki živijo izven tvojega teritorija. Zakaj tudi da jasno vsakemu. Moram reči, da imam že tisto zelo veliko dilemo, a iti naprej s koroško situacijo ali kar priti na kritiziranje Slovenije, ker to tudi imamo v planu, ampak mogoče pustimo to za malo kasneje. No, zanimiva je tvoja politična pozicija, bomo rekli, seveda, tako na Koroškem kot v Ljubljani krajini seveda obstajata različna koncepta. Torej, ali naj manjšina samostojno politično nastopa, ali naj se integrira v večinske stranke. Angelika, ti prihajaš iz tabora, ki zagovarja samostojno nastopanje, dolgo si bila aktivna pri enotni listi, torej zmerni stranki Slovencev na Koroškem. Sedaj pa te je nekako, bomo rekli, življenjski tok zapeljal v Neos, v večinsko stranko. Seveda, v preteklosti so bili liberalna stranka povezana z enotno listo, trenutno teh nekako koalicij ni uspelo narediti, vem, da je to tvoja želja še vedno. Torej, kako ti vidiš to politično aktivacijo manjšine? Kje je ta vzorec meja med samostojnim nastopanjem ter neko integracijo v večinski prostor? Odkrito rečeno, jaz niti ne mislim, da se to nujno izključuje. Jaz mislim, da je pač tudi, in jaz sem liberalka, tako da zagovarjam individualno pot vsakega človeka. In za eno osebo je morda pot integracije pravilna in za drugo osebo pot samostojnega nastopanja. Samo kot koncept za narodno skupnost, za eno skupino, o tem sem pa prepričana, da je samostojni nastop nujno potreben, ker drugače nikoli na svetu ne dobiš nobene moči, s katero se lahko potem pogaja za karkoli. Jaz sem zagovornica potencialne koalicije enotne liste skupaj z Neos za deželno-zborske volitve na Koroškem. Ker pač iz situacije, iz katere izhajamo na Koroškem, narodna skupnost ne bo zmogla vstopa v deželni zbor samostojno, ker je pač aritmetično pravzaprav nemogoče, ker imamo volilni zakon, ki je iz leta 1976,
ko je takrat enotna lista skoraj uspel vstop, na kar so potem pač takrat deželna vlada spremenila zakon tako, da je pač kraj, kjer živi narodna skupnost, razdeljena, tako da stane mandat za narodno skupnost 10%, to je nemogoče, mislim, iz tega ne dosežemo. Se pravi, strateško bi bilo to pametno, kakorkoli že, je pa seveda izhodišče za pogajanja čisto drugačno, če imam močno zaledje, jasno, lastno. Jaz, mislim, ne morem se kar takoj predati v večinske strukture, ker ne bom imela niti kot oseba, niti kot narodna skupnost nobenih posebnih, kako bi rekla, jaz nič ne ponujam s tem. Razen, da me morda par ljudi voli, ampak to moš tudi sploh spraviti na noge. Če imam pa volilno telo, o katerem vem, kako močno je, in enotna lista je v resnici zelo uspešna stranka. Imam več kot 80 občinskih odbornikov in to že zelo dolgo časa. Skupnost južnih koroških kmetov je prvič dobila 4 mandatov. To je za koroške Slovence, to so veliki uspehi v tem okolju. Tako da je treba to nadaljevati in potem pa pogledati, imam kakšno možnost koalicije za druge nivoje, po katerih pač trenutno lahko samo sanjam, da bom prišla tja, kakorkoli že. Prej sem dejal, da bi rad nagovoril predvsem neka vprašanja, ki so skupna obema narodnima skupnostma. No, na Koroškem se v zadnjem, že skoraj desetletju, zelo veliko govori o dialogu, konsenzni skupini. Tudi tukaj imamo politične akterje, ki prejejo okrogle mize z, bomo rekli, zgodovinsko, Slovenci nenaklonjenimi silami, lahko rečemo celo včasih postfašističnimi. Torej, na Koroškem je bilo to še bistveno bolj institucionalizirano, imamo konsenzno skupino, dialog, torej Sonja Kert-Vatovnik je nekoč komentirala, da to pokaže, kako zelo sorodnica si skrajna desnica in skrajna levica, isto mišljenje, samo drugačen predznak. Rudi Vok je dejal, da imamo trenutno na Koroškem predsednika krovne organizacije, kateremu na svet predsednik Heimatdiensta pomeni več kot mnenje njegovih sonarodnjakov. Kako je vaše mnenje o tem? Torej, identiteta se spreminja, po eni strani imamo določen odstotek ljudi, ki zagovarja narodnost, nekateri pravijo, da se treba iti v neke regije miru, dialoga z večino in tako dalje. Vi ste bila kot tajnica narodnega sveta kazensko odvaljena strani Heimatdiensta, ker ste povedali, da so se prizadevali za izstreljanje koroških Slovencev. Torej, kako vi vidite to? Bi se skoraj upal reči samo idejo, pa ideologijo dobrih odnosov. Trenutno, torej vse za dobre odnose. Mislim, da je moja pozicija, kar se tiče konsenzne skupine na Koroškem, notorična. To vsi to poznajo in se niti moče Boga kako dosti ukvarjati z temi akterji, ker to enostavno ni moja pot. Jaz sem velika pristašica političnega kompromisa. Kompromis pa ni konsenz. Jaz sploh ne razumem tega koncepta. Jaz sem velika zagovarnica tega, da je dialog in da debatiraš in da svoje stališča zastopaš, ampak to prosim za akterji, ki so tudi ustrezno demokratično legitimirani in da niso glih ideološko tako jasno pozicionirani nasprotniki bazični interes narodne skupnosti, s katero legitimacijo mi reče deželna koroška vlada, se moram jaz pogovarjati z Heimatdienstom. Kdo je Heimatdienst, kako je legitimiran in zakaj se moram jaz ne pogovarjati kot koroška Slovenka? To je meni popolnoma nejasno. Jaz se lahko pogovarjam, oziroma se moram pogovarjati seveda z izvoljenimi predstavniki. Kdo pa je tam izvoljen in kako je izvoljen? Mislim, to je v bistvu totalna konfuzija in tudi totalni nesporazum o tem, kako demokracija funkcionira. Tako da, to je jasno, oni so me ovadili, so potem morali umakniti svojo ovadbo in je to prvič v zgodovini koroških Slovencev, da je Heimatdienst umaknil kvazi sodiško ovadbo.
Itak ne vem, kako bi se končalo, če bi me ovadili in če bi rešili v tožbo, ker mislim, da bi me tako Narodni svet kot tudi Republika Slovenija pustila na cedilu, tako da sem imela enostavno tudi po svoje srečo. Jaz sem živela, kaj sem rekla, ampak kakorkoli že nikoli ne veš, kaj se zgodi. Skratka, kompromis oziroma dialog je nujno potreben, ker to je baza vsakega demokratičnega procesa. Samo ena taka čudna konsenza skupina je pa dejansko destruktivna. In k temu nimaš kaj dodati. No, omenili ste, kdo je izvoljen pri Heimatdienstu. Seveda, po drugi strani pa lahko vprašam tudi seveda, kdo je izvoljen pri partnerjih v konsenzne skupini. Torej, vi ste za Zvezo slovensko organizacijo že večkrat rekli, da se obnaša, kot da bi živeli sredi Kube. Torej, predsednika izvolijo po nekem delegatskem sistemu. Ja, gospod Marjan Šturm, ja. Torej, kakšen je za vas nek optimalen manjšinski koncept, kako bi morala biti manjšina politično reprezentirana? Samostojno, politično, demokratično, legitimiran z neposrednimi volitvami in Narodni svet se poda v te volitve vsake toliko in toliko let in je tretiran ravno tako kot vsi drugi, ko imajo pač sistem tam nekih delegatov, ki je popolnoma netransparentni, nihče ne ve, kdo sploh sme voliti in kdo ne sme voliti. Jaz ne vem, ampak živimo v 21. stoletju in sem že malo začuljena na tem, kako je to nujno možno, ampak v redu, vzajemno znanje. Zanimivo v tem pa je, da se tudi Slovenija zelo podpirala to. Torej, seveda, Slovenija ima celo v 5. členu svoje deklaracije o odnosih Slovencev v svojih državah napisala, da bo podpirala demokratično izvoljene predstavnike. Nekako se pa zdi, da je vedno bila tudi matični državi v interesu ta razdrobljenost. Torej, različni interesi so, mi nič ne moremo, ker vi ne govorite z enotnim glasom. Narodni svet ni nič profitiral od tega, da je šlo neposredne volitve. Prav prej omenjen Jože Vakovnik me je nekoč povedal, da seveda, ko je on bil še predsednik zbora ali prav Narodnega sveta, da ko so rekli, gremo na neposredne volitve, so dobili iz Ljubljane sporočilo, tega ne podpiramo. Ja, okej, nisem imeli od tega ministra Žekša, ki je rekel, da zakon ni važen je kultura. Vi ste mu takrat odgovorili, da potem pa naj obleče narodno nošo že nekaj v parlament. Ne, mislim, če malo razmišljaš, malo z distanco, to gledaš res smešno. Če se preveč podaš v to, postaneš preveč zafrustriran in to nima glih pomena. Kakorkoli že, jaz mislim, da je Narodni svet šel pravilno pot in kakorkoli že je to pa vsej moralno pravilni rezultat in morda nekega lepega dne bo prišlo tudi do političnega vzpona to zadevno. Zaenkrat se to ni zgodilo, ampak ne moreš, mislim, smo v Italiji, tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, tako da tudi za narodno skupnost to pač traja, očitno. Dovoli še zadnje vprašanje v tem sklopu, nekako večer sem se zamislil v 3 sklopih, torej prvi del bil Koroški, drugi odnos do Matice, tretji do Evropske unije, Evropska poslanka. Torej, na srečanju s predstavniki slovenske skupnosti si ponudila svojo roko, da si v Bruslju na voljo za pobude vprašanja, težave slovenske narodne skupnosti v Italiji. Zanima pa me, kakšen je ta odnos do koroških Slovencev. Torej, ko si bila izvoljena najprej v državni, na to Evropski parlament, bila tudi deležna številnih napadov, si pa seveda tudi aktivna članica Narodnega sveta koroških Slovencev, izvoljena v zbor narodnih predstavnikov, ampak nekako, vsaj zunanjem opazovcev, kot se jaz, se zdi, da tudi Narodni svet te ne dnevno okupira z lokalnimi tegovami. Ne, mislim, v resnici se me ne poslužujejo, ampak lahko samo ponudim svojo pomoč ali pa svojo podporo, ampak ne moram se pa res aktivno usiljevati. Sicer, kako bi rekla, nekako se zaveda, me srce boli pri tem, ampak Bog pomagaj. Je tako, kot je. Je potem tukaj taka vrsta vprašanj na Koroškem, ki ne morejo dobiti odmeva v Evropskem parlamentu, torej misliš, da iz celovca izhaja, da vprašanje, kot je deželna ustava, ne bi imela odmeva v Bruslju, v intergrupu, ali je to mogoče stvar
osebnih političnih pristopov. Ja, jaz sem poklicala Nantija, Oli pa takoj za ga poslušaj, če lahko kaj naredi, mi povej. Drugače, mislim, pač bom podala svoje mnenje pač medijem, ampak itak vsak ve, kje stojim, vse to ni nobeno presenečenje. Ampak, če se pa strukture pač ne poslužujejo političnih predstavnikov, potem pač ne, jaz ne moram več kot da ponudim to, kar pač lahko ponudim. Eno provokativno vprašanje za začetek drugega sklopa, torej, ali se Slovenija do svojih rojakov izven matice obnaša enako, kot se obnaša Avstrija, Južna Tirola, pa recimo Italija do Italijanov v Istri? Ne, to definitivno ne, ker v Avstriji obstaja dejansko nacionalni konsens, kar se tiče Južnega Tirola in ne glede na to, kdo je v vladi ali kdo predstavlja Avstrijo, se bo vedno zavzel za interese Južnega Tirola. So imeli zdaj en spor z ozirom na mejo, ker so se Avstrijci pač obnašali, ko so se obnašali z ozirom na vprašanje beguncev in Južni Tirol se je zelo močno postavil na svoje zadnje noge in Avstrija se je potem umaknila spet. Ampak moram priznati, da načeloma je mene to malo presenetilo, ker dejansko se tudi izgublja malo ta historično poznavanje situacije, ker zahteva, da se meja na Brennerju zapre, ne glede na to, kaj to politično pomeni za Južne Tirolce, je bila velika provokacija za Južni Tirol. In prvič po zelo dolgem času dejansko čudno obnašanje. Ampak načeloma obstaja nacionalni konsens o tem, da se Južni Tirol podpre, ne glede na to, kdo je na vladi. Temu ni bilo tako, ko ste bila vi generalna tajnica Narodnega sveta koroških Slovencev, torej ne vsak si seveda predstavlja, da se lahko zgodi, da minister ene matične države se z tajnico neke krovne organizacije pri informativni oddaji prepira o njeni slovenščini in prepira na splošno, ko bo zbanka argumentov začne njeno slovenščino popravljati, da državni sekretar istega ministra, predstavnico krovne organizacije imenuje piškotarka. Ja, točno. Jaz sem že to vse pozabila spet. Ja. Torej, kako se spomnite teh časov kot generalna tajnica Narodnega sveta in teh odnosov, predvsem s Slovenijo? Podpore matice do narodne skupnosti. Hvala, da stvari tudi pozabim, ker jaz nisem zanadljiva. Samo je bilo pa kar divje. Jaz sem že prej rekla, ko smo se pogovarjali, da v resnici je bil ta čas, ko sem bila generalna tajnica Narodnega sveta, zame politično najhujši čas sploh. Vse, kar je bolj prišlo, je bilo veliko lažje. Samo to je bilo za časa Dörflerja in Scheucha. To so bili na vseh nivojih komplicirani odnosi. Res, ja, pa še ministr Žekši in državni sekretar Jesih, točno. To sem že vse pozabila. Jaz sem spomnili, sem slabo spala. Kje pa so ti ljudje zdaj? No. Potem v neuradnem delu večera. No, je pa zanimivo, da se je Slovenija zelo aktivirala sedaj pri vprašanjih deželne ustave. To je bilo, torej tudi v slovenski politiki je bilo zelo prisotno, posebej pa v slovenskih medijih. Torej, slovenski mediji so predstavili to kot veliko težavo, no je pa spet zanimivo, da je predstavnik ene tako imenovane krovne organizacije, torej preomenjeni Marjan Šturm, torej dejal, da so problem slovenski mediji, ker delajo problem, kjer ga ni. Demonstracije v Celovcu, ki jih organizirali, torej Koroška mladina, je dejal, da samo oni vejo, zakaj so temu to priredili, da jih je bilo le malo tam. Torej, a si koroški Slovenci sploh želijo neke aktivne vloge Slovenije? Ja, jaz mislim, da se koroški Slovenci želijo aktivno vlogo Slovenije in vloge Slovenije. In tudi ni vprašanje, a se to za narodno skupnost nujno želi, to je v bistvu naloga matične države. Ne glede na to, imaš tam, ne vem, 2 ali pa 3 akterje, ki zasledujejo svojo lastno agendo.
Mislim, itak ni treba nič dodati k temu. Če ti en predstavnik narodne skupnosti take traparije govori, ja, kaj pa še hočemo? Mislim, gospod je itak kmalu dosti v letih, da bi morda predal svoj prestol komu drugemu. Ali tudi ne. Eno tako pravno-formalno vprašanje, torej po izobrazbi si mednarodna pravnica, je vedno notifikacija Avstrijske državne pogodbe strani Slovenije. Torej, ta stvar je v zraku že od osamosvojitve Slovenije, od tega nikoli ni prišlo. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Moje mnenje je jasno, jaz sem se vedno zavzela za to. In imamo nekoliko, ne vem, ekspertov, ki se seveda ustrezno tudi pozicionirajo. Konec koncev je pa to politični akt. A se Slovenija za to odloči ali ne, ni vprašanje pravno-formalno, vprašanje, ampak je dejansko politični akt. Ali se zavzame za to in enostavno rečeš, to je moja odgovornost in full stop, briga mene, kar ti Avstrija zdaj rečeš. In tudi Avstrijci bi se drugače obnašali, če bi se Slovenija to zadevno enostavno zelo samozavestno postavila za svoje interese. Torej, če se podamo še v tretji sklop, torej naše matere Evrope, kako pa prihodnost Evropske skupnosti izgleda iz Bruslja? Torej, Angelika si že sedaj 3. leto poslanka v Evropskem parlamentu, članica odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter odbora za pravice žensk in enakost spolov, tudi v intergrupu za položaj manjšin. Torej, pred vrati imamo Brexit, zdi se, da ta begunsko-migrantska kriza nekoliko pojenja. EU ni bila verjetno že kar nekaj desetletij tako razrahljana, kot je bila danes. Kako, torej, iz Bruslja zdaj perspektiva in drugič, torej, si liberalka, kakšna je liberalna perspektiva Evrope jutri? Vse je zelo sončno, jasno. Kakorkoli že. Jaz mislim, leto 2016 je bilo zelo izzivno leto. Jaz ne vem, kako je to zate ali pa za vsakega individualnega v publiki, ampak jaz nisem predvidela Brexita. Jaz sem bila prepričana, da se to ne bo zgodilo. Jaz tudi nisem predvidela, da bo Trump kandidat oziroma da bi bil izvoljen. Jaz sem bila pri vseh teh vprašanjih popolnoma mimo sekala. Celo za avstrijske volitve za predsednika sem bila prepričana, da nam ne bo uspelo, da bo zeleni kandidat prišel v drugo rundo. In decembra smo izvolili Van der Bellena in to je bila dejansko, mislim, to je pravzaprav, če gledaš avstrijsko politično situacijo, je to dejansko skoraj da en čudež. Jaz se vedno hecam in rečem, Avstrijci so pravzaprav bili prvi, ki so šli pot radikalnega desničarskega populizma s Haiderjem leta 1986, se je to vse skupaj začelo in mislim, da je na nas, da s tem tudi spet nehamo. Tako gledano je v bistvu izvolitev Van der Bellena bila dejansko neverjetno, to je bilo neverjetno olajšanje za nas vse. In tudi njegov nastop, ker prvo potovanje je potem dejansko namenil v Bruslu in potem prišel v Strasbourg in imel tam svoj nagovor tudi v plenumu. In moram reči, da je bilo zelo lepo, če ti potem kolegi iz ne vem koliko strank enostavno čestitejo kot predsedniku, ker lahko bi imeli totalno drugo katastrofo. Zakaj to rečem? Jaz mislim, da od tega trenutka naprej so se stvari začele malo bolj pozitivno razvijati. Isto velja za volitve na Nizozemskem, kjer so proevropske stranke dejansko ogromno zmagale, tako, mislim, DVD, vladajoča stranka je sicer izgubila, ampak je še zdavnaj prva stranka. Wilders je sicer pridobil, ampak zdavnaj ne toliko, kot se je pričakovalo, ob tem, da so dejansko mediji igrali zelo čudno vlogo, ker je Geert Wilders v resnici v tujini bil veliko bolj popularen, kot je to na Nizozemskem, ker je na Nizozemskem vsak vedel, da on ne bo del koalicije katerekoli oblike.
ker enostavno ni v stanju pač eno takšno koalicijo sploh živeti. Rezultat je bil ustrezno pozitiven. Edino, kar nam mora zdaj še uspeti, in zato srčno upam, da bo vse šlo v redu, so volitve v Franciji. Če gre tam vse po sreči in pač gospod Macron, upam, da zmaga volitve, potem je to lahko spet tisti tandem, ki se lahko vzpostavi skupaj z katerokoli osebo bo zmagala ali pa zmagal na volitvah v Nemčiji. A bo to zdaj Angela Merkel ali bo to gospod Schulz, mislim, da iz evropske perspektive ni velike razlike, ker sta oba jasna proevropejca. In če se ta tandem lahko spet vzpostavi, potem imamo možnost, da je leto 2017 pravzaprav eno tako za Evropo pozitivno leto. In mislim, da bi bilo to nujno potrebno, ker po vseh tih katastrofah v zadnjih 2 letih mislim, da bi bilo res nujno potrebno, da se to malo konsolidira, ker vidimo, kaj to pomeni na globalni ravni. Če se Evropska unija res zruši in če Francija pade, potem je to dejansko velika katastrofa, ker ne vem, kako bomo to preživeli. Anglijo bomo že nekako preživeli, ampak v Franciji mora to uspeti. Smem še eno provokativno vprašanje. Prej sem malo smešno čez pesimiste, zdaj sem pa jaz kot tak izkazal. Torej, res je seveda, da so ta skrajna populistična gibanja dobila svoj zagon, ampak seveda na koncu jim ni uspelo, Avstrija, Nizozemska in tako dalje. Ena taka velika neznanka tukaj je Trump. Zdaj, Trumpa je zelo težko nekje politično kategorizirati, različna mnenja so, verjetno pa se vsi lahko strinjamo, da je to brez dvoma nepredvidljivost. Torej, nihče ne more zares reči, kaj bo to prineslo, čeprav so različna mnenja, kaj bo prineslo. No, ampak moram priznati, da ena taka misel, ki mi kar pogosto ri po glavi zadnje dni, je v redu. Zgleda, da je ta desno-sredinski, konzervativni, krščansko-demokratski prostor prevzel politična gibanja. A je v resnici na levo-sredinskem prostoru kaj boljše? Torej, recimo imamo znamljivca teh novih časov v Kanadi, Justina Trudeauja, recimo, ki je seveda ki je liberalc, bolj socialdemokrat, kar se tiče ekonomije, torej enormno povečal dolg v zadnjem letu in pol, pa recimo, ne vem, ko je on imenoval novo vlado, torej, kateri so bili kriteriji, torej, en indijanec, en indic, en vojni veteran, en homoseksualec, vlada pa analitiki pravijo, ne funkcionira, ker seveda sposobnost ni bila kriterij. No, po drugi strani, recimo, imamo sedaj seveda v Nemčiji izzivalca Angele Merkel, Martina Schulza, ki je zanimivo, recimo, seveda, njegova izobrazba, torej nikoli ni do mature prišel, torej ima osnovnošolsko izobrazbo. No, kar je pa mogoče še bolj zaskrbljujoče, recimo v Franciji, torej 2 kandidata levice, torej prvi je Melchon, ne vem, kako se to točno izgovori, torej on je v tem edinem predvolilnem soočenju, ki je sedaj bilo, dejal, da meni da je bilo potrebno revidirati meje v Evropi. Seveda, ko človek malo pomisli, kaj to pomeni, tukaj se posebej na Trianon skliceval, ga lahko pošteno zaskrbi. No, ena taka ne najbolj politično korektna oznaka, torej tudi drugi kandidat levice v Franciji, Macron, torej bivši slovenski sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, je rekel, da seveda Macron ima 39 let, žena ima 64, to pomeni, da nekdo, ki se nikoli ni osvobodil svoje mame, bi rad vodil Francijo. Torej, neko generalno vprašanje, ali lahko rečemo, da nekako na splošno v političnem prostoru prihaja res do neke velike trivializacije, da seveda prihajajo na plan neki diletanti, predvsem recimo, če primerjamo nekako domet teh ljudi, z dometi očeta Evropske unije, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Torej, smo res v enih takih zelo plehih časih in kaj nam to sporoča naprej? Oh my god, prvo vprašanje. Se pravi, en moški, ki je z eno žensko, ki je dosti starejša, to je velik skandal. Kako je pa to z moškimi, ki so z veliko mlajšimi ženskami? Tukaj sem citiral nekoga druga, tako da si operem roke. Ni treba nujno vsako traparijo citirati, mislim. Res ne morem verjeti, res, ker... Ok. In Justin Trudeau, jaz sem velik fan Justina Trudeauja, jasno, ne, mislim,
kje imamo še kakšnega drugega premijeja, ki bi bil njemu podoben. In seveda sem bila tudi velika zagovornica sporazuma CETA. In kar v Avstriji zdaj ni enostavno, tudi v Italiji deloma ne, ampak v Avstriji je to cela katastrofa z temi gibanji, ki so proti sporazumi za prosto trgovanje. Zdaj v bistvu kritizirati enega premijeja, ki sestavi vlado pod kriteriji diverzifikacije pa diverzitete, se mi zdi tudi malo čudno, ker jaz ne bi rekla, da so pa glih vsi stari gospodje v vseh drugih vladah zdaj najbolj sposobni. In to lahko tudi govorim, ali pa rečem to za avstrijsko vlado, kjer imamo trenutno kar hude težave to zadevno in so vsi čudni gospodje, ki delajo zelo čudno politiko in to tako socialdemokrati kot tudi krščanski demokrati in grejo tako daleč desno, da itak ni več razlike med svobodnjaki in temi strankami. Zdaj, tako da v bistvu jaz te kritike pravzaprav ne razumem tako čisto. Jaz bi rekla, časi so takšni, kot so in material politični je takšen, kot pač je. Časih je boljši, časih je slabši, ampak jaz tudi mislim, da ni treba tako blazno idealizirati preteklosti, ker je tudi izhodišče bilo po drugi svetovni vojni seveda čisto drugačno, kot je to danes, ker živimo na čisto drugem nivoju, ki ga moramo nekako, ali pa se poskušamo vzdrževati. In to v časih digitalizacije, v časih, ko vemo, da se bo družba popolnoma spremenila in moramo znova zorganizirati oziroma razviti vizije o tem, kako bomo zorganizirali družbo. Če pride do tega, da bodo pač roboti prevzeli dosti posla, ki ga pač zdaj upravljajo ljudje. Tako da so to izzivi, ki so globalnega pomena. In ideja o tem, da če se pa potem osredotočamo samo še na lastne mejhne meje, bo pa vse te probleme nekako rešilo, mislim, da je totalna iluzija. To je tako, kot če zapreš, ne vem, okna in vrata in misliš, da potem zunaj se bo pa vreme zboljšalo, nekaj takega. Tako da so to izzivi, ki se jih lahko samo dejansko, ki jih rešimo lahko samo skupno z veliko poguma in z veliko optimizma. Torej, vi vaše dneve preživljate v Evropskem parlamentu v Bruslju, mimo grede opažam, da stalno preklaplja med vikanjem in tikanjem, se zelo neuspešno trudi biti profesionalen, za kaj se tikava. Torej, kakšno je danes vzdušje v Evropskem parlamentu? Je tukaj optimizem na vidiku ali tisto, se lahko pesimistično vsi v grob zvrdemo? Je Brexit, vse ostale krize kot nek vidik novega zagona, ali je tukaj res velika zaskrbljenost, da je zelo težko najti neko svetlo pot, bomo rekli, iz daljše situacije? Jaz mislim, da je resnica nekje v sredini, ne? In imamo obdobja oziroma dneve, ko je lažje in imamo dneve, ko je težje. Pismo Angležev je prišlo danes, sem radovedna, kako bo naslednji teden, kakšno bo vzdušje. Sicer smo pa pričakovali zdaj koliko, 9 mesecev, ne? Ker itak je bilo to zelo presenetljivo, da pač imaš ta rezultat in potem pač ne pošleš tega pisma mesece in nihče ne ve, kdaj se bo to zgodilo. Zdaj smo ga dobili, ampak jaz mislim, da je proces popolnoma odprt. In odkrito rečeno, nihče ne ve, koliko časa bo to zdaj dejansko trajalo in misliti, da bo to v 2 letih opravljeno, jaz v to ne verjamem. Ker če se prav spomnim, ko je Grenlandija izstopila iz Evropske unije v 80-ih letih, z, mislim, številom prebivalstva 30 000, je trajal ta proces 3 leta. In če to zdaj samo malo primerjaš z Veliko Britanijo, je popolnoma iluzorično, da bi nam to uspelo v 2 letih. Ampak v redu, zdaj se bo to enkrat začelo in vodja naše politične skupine, Guy Verhofstadt, je predstavnik Brexita oziroma pogajanj za Evropski parlament in smo vsi že zelo radovedni, kako se bodo Angleži obnašali in zorganizirali, ker do sedaj je bil to samo kaos.
Ena tematika, ki si jo tudi od blizu sledila v Evropskem parlamentu, je torej ta begunsko-migrantska kriza, si članica torej odbora za državljanske pravice in notranje zadeve pravosodje, bila na Lampedusi tudi. Tukaj se pa nekako zelo vidi ta razpoka znotraj EU-ja, torej in pa mednarodno, torej znotraj EU-ja, seveda Dublinska uredba ni mogoče danes več delovala, ker da se bo vse begunce vrašalo prvo EU državo, kjer so vstopili, to je nemogoče za Italijo in Grčijo, pa tudi na torej, širšem nivoju spoštovanje Ženevske konvencije za države postalo že kot da ne obstaja, če sploh ne vzamemo v obzir, da je Ženevska konvencija že zelo stara, sploh ne predeva stvari, kot so okoljski begunci in tako dalje. Kako recimo zgleda to torej, od znotraj delovati v Evropskem parlamentu na begunski tematiki? Se tukaj je možnost neke realne rešitve, ali je tudi tukaj stvar nekako, kako bi sploh to izrazil, torej izbira med več slabih možnostmi? Jaz mislim, da imaš v bistvu razpoko znotraj držav članic Evropske unije na dveh nivojih. V bistvu imaš en nivo sever-jug, kar se tiče politike austeritete oziroma pač spoštuješ maastrichtske kriterije oziroma se ne zadolžuješ kar tako 3 dni med severom in jugom. Načelo solidarnosti, ki nekateri interesu glede beguncev, nekateri glede ekonomije. Ja, v redu. Lahko princip solidarnosti seveda tukaj vzameš kot primer. In pa vzhod in zahod oziroma na solidarnost glede razporejenja beguncev. To sta ti dve liniji, ki sta najbolj jasni in ki sta tudi najbolj problematični. Jaz se moram še vedno smejati, ker mislim, da so to je bil to češki minister za notranje zadeve, ki je vzpostavil sistem ali pa teorijo fleksibilne solidarnosti. Pragmatičen pristop, ne. Me malo tako smejati, se rekaj, okej, ja. Zanimiv pojem. Fleksibilna solidarnost. Jaz sem solidarna toliko časa, da mi ustreza, če mi pa ne ustreza, pač moja fleksibilnost ni več tako blazno velika, ne. Skratka, kar se pa tiče zdaj splošnega pristopa do vprašanja migracije, jaz mislim, da potrebujemo nujno skupno evropsko azilno politiko in do tega bomo tudi prišli. Kar nam ne bo uspelo zgleda, ker so enostavno države članice preveč egoistične oziroma premalo fleksibilne ali pa premalo pripravljene iti v eno skupno pot, je skupni evropski migracijski sistem. In mislim, to pa je tudi problem, ampak kakorkoli že. Prvo moramo rešiti skupni evropski azilni sistem. Dublinski sporazum se ravno obnavlja in moja kolegica Švedinja Cecilia Wikström je poročevalka. Je pa tako, da države članice, se pravi v svetu, se zelo blokira ta sprememba, ker seveda pač države, ki nimajo zunanjih meja, nimajo zdaj blaznih interesov, da bi se to vse skupaj blazno spremenilo, ampak bo pa moralo priti do spremembe, ker, kot si pravilno rekel, jaz mislim, da je Dublinski sporazum bil vedno problematičen. To je bil vedno en čuden sporazum in če se malo spoznaš na mednarodno pravo, jaz nikoli nisem razumela, zakaj so se pač te države tudi s tem strinjale. Ker to je v bistvu princip, ki funkcionira do časa, da imaš, ne vem, recimo imaš nedeljo, dopoldan in sončno, zdaj imamo torek in dežuje in vsi so panični. In v resnici so količine, ki prihajajo, niso tako blazno velike, da se ne bi dalo to zmenedžirati. Mi imamo znotraj Evropske unije, če računamo vse, kar se je zgodilo v zadnjih 2 letih, 2 milijona beguncev. Ampak to za 28 držav članic, 500 milijonov prebivalcev. 500 milijonov. Se pravi, to je računano, če se ne motim, 0,2%. Turčija ima sama 2,8 milijonov beguncev. Samo Turčija. In mi smo najbogatejši del tega sveta. In pri 2 milijonih beguncev mi zapremo Schengen in ne vem, se podirajo vse meje in itak
Evropska unija in vsemu se odrečemo. To je popolnoma absurdno. Mislim, to je popolnoma nepragmatičen in iracionalni pristop. Ampak to se nam je dogajalo v zadnjih mesecih. Mislim, da se zdaj počasi zadeva pomiruje. Lahko pa se seveda pogovarjamo o tem, kaj pomeni ta tako zvani sporazum EU-Turkey deal. Ne? O tem se lahko pogovarjamo, ker to pa je tema, ki ni tako enostavna za, mislim, da se odgovori na to z jasnim ja ali ne. Ob tem je treba reči, da je ta sporazum med državami članicami in Turčijo in ni evropski sporazum. To je bistvena razlika, ker Evropski parlament s tem mi nismo imeli čisto nič dodati k temu. Kaj pa za EU kot celoto, pa seveda za države članice, cel pomeni, bomo rekli, okrepitev moči avtokratskih voditeljcev, kot je Erdogan v Turčiji, Putin v Rusiji. Kako ti gledaš na ta razvoj dogodkov? Ja, to je seveda vse skupaj zelo zaskrbljujoče in vse kaj drugega kot enostavno. Jaz sem zelo radovena, kaj se bo zgodilo zdaj s tem referendumom v Turčiji. Imamo velike težave znotraj držav članic, kar se tiče pač teh nastopov turških politikov. Imamo različne pristope, pa načeloma so seveda vlade pač tega nočejo dovoliti. V Franciji se to že dogaja, mislim, Francija dovoljuje te nastope. Za Nizozemsko je znano, kaj se je zgodilo. Ob tem, da kar se tiče Nizozemske in te preprečitve nastopa, kaj je bilo to minister za pravosodje, kdorkoli se je pojavil, v resnici so vsi profitirali od te kvazi drame. Erdogan je profitiral od tega, evropski mediji so profitirali od tega, Wilders je profitiral in seveda tudi Mark Rutte. Vsi so imeli nekaj od tega. Tako da jaz sem tako malo skeptična, kar se tiče te reakcije. Jaz mislim, da je bilo to kar malo zorganizirano z vseh strani, ampak nisem povem tako paranoična. Skratka, seveda, okoli in okoli se razvoji niso zelo razveseljivi in to pomeni samo, da se moramo, če smo resni in če se zavedamo situacije na globalni ravni, da se pač Evropska unija mora zorganizirati in da potrebujemo ki je nimamo, funkcionalno zunanjo in varnostno politiko. In jaz sem tudi zagovarjanca tega, da se pogovarjamo o tem, da vzpostavimo evropsko vojaško silo. Ker če se gremo dejansko zunanjo politiko in če ne prepustimo celotno zadevo globalno Ameriki, Kitajski ali pa kdorkoli se vmešava, potem se bomo morali sami zorganizirati in tudi prevzeti odgovornost. Ampak jaz mislim, da je boljše biti akter, kot pa samo pasivno čakati na to, kaj se bo zgodilo, ker to, kar smo videli v zadnjih letih v Siriji, Rusija bombardira Alepo in 50.000 ljudi je na meji do Turčije. To je fakt, se pravi, da se predamo popolnoma, politiki Putina, ki ima v roki, ali Evropska unija propade ali ne, ker lahko pač enostavno zmobilizira toliko in toliko tisoč ljudi, ki se podajo na pot v Evropo. In nismo še omenili Ukrajine, kjer imamo 1 milijon ljudi, ki so znotraj države, pač živijo ne v svojem kraju. Imaš internally displaced, razseljeni internally displaced person, to je 1 milijon. Če se samo 10% premakne proti Zahodu, bi rada vedela, kaj bodo rekli pač Poljaki, če bodo še vedno mnenja, da je fleksibilna solidarnost pravilni pristop. O vseh teh seveda tegobah, izzivih sodobne družbe, Sirija, Ukrajina, se zdi moje naslednje vprašanje že skoraj nepomembno, ampak vendarle za nas pomembno. Torej, manjšinska tematika v Evropskem parlamentu. Vemo, da je EU torej nastala predvsem kot gospodarska povezava, človekove pravice in tudi manjšinske pravice prepustila predvsem svetu Evrope, ampak vendarle, vse te stvari so prisotne v različnih odborih, najbolj pa še v medskupini za narodne manjšine. Koliko se ti kot evropska poslanka srečuje z manjšinsko tematiko
pri svojem vsakodnevnem delu in ali se da dejansko iz te EU perspektive res kaj izboljšati situacijo po državah članicah? Jaz se z to oceno ne strinjam čisto, ker imamo agencijo za osnovne pravice, ki se zavzema tudi za pravice manjšin in je precej zelo aktivna agencija in tudi načeloma je to politična naloga, seveda tudi nas poslancev, da se pač enostavno zavzemamo za te teme. In to je vedno vprašanje, kdo je akter in kdo pač kako glasno zastopa katere interese. Kar se tiče intergrup za manjšine, moram reči, da sem sicer članjena tam, ampak nisem boga kako aktivna, ker je tam pa uspelo Mađarom to popolnoma prevzeti in je to zdaj neke vrste Fidesz intergrup in se dejansko, jaz sem se malo nehala tam angažirati, ker imamo cel čas samo to temo, ker so tudi predsedniki in podpredsednice tako izvoljeni, da pač tam vodijo svojo agendo. Ampak načeloma so to seveda teme, ki so tudi aktivno na vsakodnevno pravzaprav se debatira o tem. Kaj pa lahko EU aktivno naredi, torej je to zgolj neka finančna podpora ali tudi so lahko to neke politične akcije? Seveda politične akcije, finančno je ena zadeva, ampak politične rezolucije oziroma tudi pač enostavno debate okoli tega so lahko zelo uspešne. Jaz samo spomnim na en primer, ki bo čisto konkreten, kar se tiče zakona, ki ga je pač hotel, čakajte, da vam to pravilno sformuliram, imamo velik problem, kar se tiče nasploh vrednot načeloma znotraj Evropske unije z Poljsko trenutno in pa seveda tudi z Mađarsko, ampak s Poljsko čisto posebej, ker pač demokratični principi niso zdaj glih nekaj, kar zanima gospoda predsednika Kačinskega. Skratka, poljski parlament je hotel spremeniti zakon o splavu, tako da dejansko čisto nič ne bi bilo več možno na Poljskem, ki je itak že zelo restriktivna. In so se ženske zmobilizirale na Poljskem v kontekstu in tudi v dogovoru z Evropskim parlamentu. Smo imeli debato v Evropskem parlamentu in poljski parlament tega zakona potem ni sprejel. In to se zgodi. In to je dejansko, seveda lahko rečeš, to je čisto nacionalna zakonodaja, to nima zdaj neposredno veze z evropsko zakonodajo, ampak v resnici gre za politični pritisk in nam je to uspelo. Debata je bila katastrofalna in zelo huda, ker so vse stranke seveda poslale not pač svoje poljske zastopnike, ampak v resnici Poljska ni šla to pot in to je bil velik uspeh. Velik uspeh, vse prepričali smo največjo katastrofo, tako recimo, ne? Ampak gre v sodelovanju z civilno družbo. Če zaključiva, preden predava besedo tudi občinstvu, samozavestno in ponosno poveš, sem liberalka. Torej, zakaj je liberalna ideja tebi najbližja? Torej, zakaj se smatraš za liberalko in v kateri smeri bi se torej morda družba v prihodnosti po tvoji viziji spreminjati? Torej, kako se ti predstavljaš neko idealno regulirano družbo? No ja, jaz bi rekla, zame je odprta družba in liberalna demokracija tisti okvir, v katerem lahko posamezni človek najbolj prosperira. To je enostavno moja osebna vizija o tem, kako mislim, da večina ljudi dobro živi. To pa ne pomeni, da sem nesolidarna oziroma da ne vidim, da je treba ljudem časih na vmes in lahko tudi jaz potrebujem pomoč. In če sem liberalka, to ne pomeni, da sem anarhistka in da vsak dela vse po svoje, ampak imamo en okvir in ta okvir je najliberalna, demokratična, odprta družba. In ta varianta skupnega življenja,
ki je več ali manj etablirana skoraj v vseh zahodnoevropskih državah, je trenutno pod hudim pritiskom. In če en Viktor Orban, ki je predsednik vlade Madžarske, ene države članice, jasno reče, da je liberalna družba pri koncu in da on proti temu dejansko nastopa aktivno, potem je čas, da se za to zavzemamo, ker to ni samo posebej umevno, da lahko živimo tako, kot živimo. Ker gre za to, da živiš življenje po svoji fasoni in to tudi rečem kot Koroška Slovenka, da mi pač nihče ne more prepovedati, da sem pač to, kar sem in da govorim svoj jezik in da lahko to tudi propagiram in tako naprej. To je samo en majhen mozaik, lahko do mnenja, da to ni najbolj centralnega pomena, samo nekje se začne in nekje se tudi konča. In jaz sem mnenja, da demokracija, pravna država, človekove pravice, to je tista baza, ki nam da okvir in ki je tudi baza za našo ekonomsko rast. Jaz si ne želim modela, ki bi bil drugače strukturiran. To je pač nekaj, o čem sem prepričana in zato se tudi politično zavzemam. Hvala lepa.